Republika Slovenija je država in ta država ima zunanjo politiko. Se pravi, zunanjo politiko kroji, lahko rečem, vsak po malem prispeva, od državnega zbora do predsednika republike, ampak najbolj pa seveda vlada Republike Slovenije, njen zunanji minister in pa seveda predsednik republike s svojimi obiski in bilateralnimi ali multilateralnimi srečanji. In če to ni usklajeno, potem prihaja do lahko zelo smešno neprijetnih situacij v tujini, ko tujci potem ne vedo, kdo je zdaj glavni v državi, kdo kaj razmišlja, kdo zagovarja eno, kdo zagovarja drugo. Zato je vedno treba imeti usklajena stališča. Solo akcije niso nikoli dobre in tega je bilo v Sloveniji zadnje čase kar precej. Vlogo predsednika republike pri zunanji politiki pa predvsem vidim v tem, da je v službi tudi gospodarstva.